Jaz se spomnim, ko sva z Gregijem organizirala, pač v poteku organizacije delala ta dogodek, ki se ni nikoli zgodil. Ne? In glede na to, da se ta dogodek ni zgodil, presenetljivo veliko ljudi ve za ta dogodek. Se je imenoval Vsakoga Gajdana. In takrat sem vedel, če hočem skalati ta dogodek, ne, recimo govorimo več tisoč ljudi, rabimo kot prvič veliko dvorano in to potem pomeni tudi veliko logistike. Ne? Kot prvo potreboval boš, recimo, da imaš koncert. Ne? Kaj pomeni koncert? Pomeni, da boš rabil logistiko nekoga, ki se bo negotiatal z njihovimi pogoji. Ne? Tech rider v bistvu pomeni kompozicija njihove glasbene opreme, hospitality rider, se pravi, kako jih boš prinesel noter, Divasa, ne? Hrana in pijača, prevozi. Čak, tudi to se jim plača. Ne, definitivno, to je vse del hospitality ridere, neke stalnice, ko imaš nek band, ne? Potem prevajalci, informacijska ekipa. Rabaš celo ekipo za tem, če hočeš kaj takega. Agent je tukaj najbolj pomemben, zakaj? Ne? Ker agent ne samo, da ti se pač pogaja z vsemi temi organizacijami in agencijami, ne? On je v bistvu tudi tvoja podaljšana roka, ko ti nekaj rabiš sporočati ali v medijih, ali do trgovin, ali do kogarkoli, ki ima stojnico ali pa program. Meni je to jasen. Zdaj pač ta majhna ekipa, ki smo se pač vse sami dogovarjali z drugimi. Ne? Pač en del so imeli trgovine, en del društva, pol še program. To smo pač, koliko nas je bilo, po moje, ne vem, 8-9 ljudi, ki smo vse to urejali. Pač to mailuje gora. Pač. Of course. In agent ti to vse olajša, ne? Je v bistvu poskrbi za ta dirty work in tudi v bistvu, definitivno. In poskrbi tudi, da v bistvu ti lahko nisi toliko hands-on za temi minuskulami, ne pa birokracijo, ampak se lahko osredotočiš dejansko organizacijo. Se pravi, on lahko tudi poskrbi, da v bistvu, če bo šlo to nekaj v medije ali pa v tisk ali pa karkoli ta event, ne, ali pa, če želiš sporočiti, da je ta event mednarodno, se pravi, ti želiš pridobiti več ljudi iz zunaja, ne, mogoče želiš pridobiti kakšne razpise oziroma finance iz razpisov in tako naprej, ne, ker še vedno smo v Evropski uniji in lahko te evente vključiš kot nek kulturni aspekt. Tem je tukaj spet, kot ste že vi, vključeno veleposlaništvo. Veleposlaništvo vam lahko pomaga s tem, da to je pač kulturni dogodek, mi promoviramo tradicionalno kulturo, poleg pop kulture, ker je ambasada nas je mogla vprašati, če je to pač neprofiten dogodek. V smislu, ko oni pač ne smejo hoditi na dogodke, ker se služi. Tak princip, da gre organizatorju denar. Ne smo mogli pač povedati, da smo mi neprofitna organizacija, vznar gre v društvo in potem naprej. Spravi, vi še vedno lahko služite denar, ampak ga morate imeti na nekem skupem kontu, ne smete ga pa se izplačati. Sveda, pač to ne gre za kakšne nagrade ali pa kaj. Ne. Pač to vse je v bistvu prostovoljsko. Ne. Mi smo vsi prostovoljci, če tako gledaš. Ne. Pač za dobro obiskovalcev. Kak plan mogoče za v bodoče, tako kot je bil, mislim, da 1 leto na Mako, ne bila en band, da boste v prihodnosti imeli kakšno live muziko? Puščamo vrata odprta. Kakšen slovenski K-on. Bigfoot mama pa od spodja še napisi. Kakšen krožek, veš, na srednji šoli. Glej se zdaj, vedno več anime fanov bo, vedno več bandov se nastalo, ravno iz animeja, ko si gledali. Vsi bojo nosili tiste mango škatle. Mogoče bi pa to lahko bil naš naslednji grup cosplay, Boči the Rock. Mango škatle. Boči the Rock cosplay.